Božja beseda je živa in učinkovita. To sem spoznala skozi prebiranje Svetega pisma. In še pravzaprav se mi zdi najbolj pomembno to, da skozi prebiranje Svetega pisma v bistvu vstopiš v Božji način razmišljanja, spoznavaš, kako Bog deluje, kako Bog, kaj so Božje prioritete, kaj On želi od nas, kaj skozi Sveto pismo lahko to spoznaš, ne? In mi je to zelo dragoceno. Potem sem pa tudi zelo hvaležna, da so me v bistvu povabili v to zdravilno besedo, ker sem se malo. Jaz sem že leta in leta brala Sveto pismo, enih 10 let, vsako leto celo, ne? In je pač napočil čas, da lahko to malo delim naprej, ne? In da je neka korist od tega, ne? No, v glavnem, sem bila prav vesela, da me je Marko v bistvu potegnil, ne, v to, ker nisem vedela. Vedno sem si želela, ne, da bi Sveto pismo lahko nekako širila naprej, ampak nisem vedela, kako, ne. In to je en res tak način, ki mi zelo leži. In tudi v bistvu, ko se srečujem vsak dan z starejšimi, bolnimi ljudmi, in jih nekako in s tem dajem tudi upanje, ne, da je njihovo življenje do zadnjega diha dragoceno. Tako da sem prav zelo hvaležna. In nekako tudi zdaj sem se nekako naučila povezovati, ne, Sveto pismo z življenjem, ne. Ker v bistvu v Svetem pismu, vsaj tam v prvih Mojzesovih knjigah, pa še pol naprej, je pravzaprav lahko najdeš za vsak stvar, ki se ti v življenju zgodi, lahko najdeš v Svetem pismu, da se je to nekomu že zgodilo, a ne. In zato je pravzaprav Sveto pismo knjiga življenja. Ja, po današnjem seminarju sem pa pravzaprav začutila to skupnost, to povezanost moderatorjev med sabo, to vzajemno pomoč in pogum za naprej, ne. In všeč mi je bila tudi ta osredotočenost na Boga, na vero, poleg vseh teh strokovnih stvari, a ne, je tudi to najbolj pomembno, ta temelj, a ne, da imamo temelj v Bogu.